No, tako, zdaj pa mislim, da lahko začnemo. Lep pozdrav vsem v imenu Narodne zveze pri Slovenski ljudski stranki, kjer smo že tudi pripravili kakšno predavanje, zdaj druga na vrsti, posvečali se bomo pač takim temam, ki so nacionalno pomembne, in to je v tem primeru seveda naša meja s Hrvaško. Takrat, ko so nastajale obe nove države, Slovenija in Hrvaška, seveda nihče ni mislil na mejo, takrat so bile druge nevarnosti, kako se bomo osvojili, kako bomo sploh lahko se branili pred napadom agresorske JLA. In vendarle, mogoče bi bilo treba tudi že takrat misliti na take stvari. Predvsem pa mislim, da mnogo let pozneje niso naši politiki so to področje zanemarjali. Spomnim se, ko so Hrvati, recimo tista naselja ob Dragonja, si jih lepo priključili Hrvaški, najprej pošto, pa vodovod, pa elektriko, mi pa nič. Mi pa, ker naš zunanji minister, gospod Rupljev, pa kar naprej govorijo o prijateljici Hrvaški. Skratka, nekako si mi zdi, da ta naša politika mej, naših odnosov s Hrvaško, da je bila tako, veste, kot partija Taroka, ki ti zaigraš in Pagata in Monda in na koncu še Škisa, tudi to je možno. Ja, potem se pa tudi za igro zgubiš. Ampak danes tule se pa bomo posvetili vendarle naši razlagi, kako bi morala biti ta meja, kako bi morala potekati. Naslov knjige, ki jo bo predstavil gospod Daniel Navodnik, je Pravična razmejitev med Slovenijo in Hrvaško na območju svobodnega državskega ozemlja. Tako, gospod Navodnik, jaz vam dam besedo. Hvala. Najprej lep pozdrav vsem skupaj, da ste si vzeli čas in boste prisostvovali predstavitvi knjige. Predstavitev bo trajala približno 45 minut, upam, da predviden čas ne bom bistveno prekoračil. Po predstavitvi bom na razpolago za vprašanja in razpravo. Pričujoča knjiga je kritika na arbitražno razsodbo z vidika mednarodnega prava, po katerem bi se moralo presojati skladno z obojestransko dogovorjenim o arbitražnim sporazumom. Mnenja sem namreč, da je arbitražni forum deloval preveč samovoljno. Kako definirati pravičnost? Obstajata dva latinska izraza, ki vsak zase opredeljujeta pojem pravičnosti. Prvi, infralegem, znotraj prava, se pravi določanje oziroma iskanje pravne rešitve v okviru obstoječih pravnih norm in standardov. Drugi, prater legem, tudi ex aqua et bono, zunaj prava, se pravi določene oziroma iskanje pravne rešitve, tako da je zadoščeno nekim etičnim normam, ki imajo lahko podlago v splošni ljudski tradiciji, imajo etnično ozadje oziroma verske elemente. Ni odveč dodati, da se je meja po metodi ex aqua et bono v praksi tudi v svetovnem merilu še ni določala. V zadnjih 3 desetletjih smo bili priča dvema poskusoma urediti mejno vprašanje, če upoštevamo, da spor o meji ni nastal kot posledica osamosvojitve obeh držav v letu 1991. Spor ima globje korenine, ki segajo v čas, ko je bilo izpostavljeno vprašanje vračanja do takratne italijanske Julijske krajine nazaj v okrilje Slovenije in Hrvaške. Značilnost prvega, tako imenovani Drnovšek-Račan sporazum, je bila nepreglednost odločanja. Vse je bilo zavito v tančico skrivnosti. Ničesar še danes ni znanega, kako se je sploh določala meja, ali po prvem ali po drugem postopku iskanja rešitve, če lahko temu tako rečemo. Ostaja veliko neznank in nepojasnjenih rešitev v okviru določene meje. Arbitražna razsodba je v tem oziru precejšen napredek, saj nam poleg pravnih okvirjev prinaša tudi obrazloženo rešitev. Njena težava je, da se ne dotika nekaterih pomembnih dejstev, oziroma prinaša neustrezno interpretacijo dokazov ali pa dokaze popolnoma zanemari. Obstaja
pa nepojasnjena velika podobnost med rešitvijo Drnovšek-Račan in arbitražno razsodbo. Pravica ne umre sama zase, ampak izgine tisti trenutek, ko ni nikogar več, ki bi se zanjo boril. Do tega spoznanja, ki ga podaja zgornja prikazana misel na tej sliki, sem prišel ob vračanju Narodnega doma v Trstu nazaj pod okrilje Slovencev. Nihče si takrat najbrž ni mislil, da bo pravici zadoščeno po tolikih letih. Tako tudi menim, da ni razloga, da bi se enostavno sprijaznili s predlagano rešitvijo mejnega vprašanja. Če se motim, potem bo ostalo tako, kot je. Če pa imam prav, potem se mora nekaj spremeniti. Na to misel me je pri pisanju knjige vedno znova opozarjalo srečanje pred dobrim letom dni z etnologinjo doktorico Dušo Kernel Umek, ko je opisala dogodek iz časov Marije Terezije, kjer je omenjena vladarica zavrnila zakon z razlago, da kako bodo podaniki spoštovali zakon, če ga ne razumejo. Prav zato gre pri arbitražni razsodbi, da nekaterih zaključkov ni mogoče sprejeti kot golo dejstvo, saj mora sodba temeljiti na presoji vseh dosegljivih dokazov. Če je kdo namenoma zanemaril dokaze ali jih je sodišče napačno interpretiralo, potem takšne sodbe ni mogoče sprejeti kot pravične. Oto tudi nestrinjanje. Pravni sistem pa mora dopuščati revizijo pravnih odločitev, ker je le tako lahko v celoti zadoščeno načelo pravičnosti. Strinjam pa se s stališčem nekdanje predstojnice katedre za mednarodno pravo na Fakulteti za pravo v Ljubljani. Rešitev mejnega spora je mogoča izključno na podlagi infralegem, to je znotraj prava, na območju svobodnega tržaškega ozemlja, kjer so se na južnem delu v coni B prepletale 3 etnične skupine, Slovenci, Italijani in Hrvati, bi bilo nemogoče najti pravično razmejitev po načelu ex aequo et bono. Ali bi si želeli kot pravično rešitev dobiti etnične enklave 3 narodov? Španske kolonije ali uti possidetis. Uvodoma podajam misli iz magistrske naloge magistre Natalije Gak. Španske kolonialne oblasti so se na podlagi vladnih inštrumentov določile različne upravne meje, ki so razmejevale različne upravne kolonialne enote. Pozneje tudi okrožna sodišča. Zavedati se je potrebno, da se je vsebina španskih kolonij gradila skoraj 300 let, predno je prišlo do osamosvojitvenih teženj teh kolonij. Jurisdikcije kolonialnih enot so bile velikokrat nejasne. Njihov pomen se je sčasoma tudi spreminjal. Poleg tega ni bilo nujno, da so se splošne pristojnosti teh organov v ozemeljskem smislu ujemale s posebnimi pristojnostmi drugih organov, denimo vojaškimi poveljstvi. Ob različnih civilnih krajevnih pristojnostih pa je bilo potrebno poštevati še pristojnosti cerkvenih oblasti, ki so jih krajevno pristojni civilno-upravni organi v skladu splošno zakonodajo morali upoštevati. Tako dobimo popolno zmešnjavo, ker pravne rešitve ni mogoče doseči drugače kot z nekim navideznim zlatim rezom. Pomen zlatega reza pa ima zelo malo skupnega z uti possidetis, kjer se upravne meje tudi po mnenju ustavnega in arbitražnega sodišča, poudarjam, spremenijo v mednarodne meje. Sploh, če so te upravne meje jasno zarisane v prostoru in glede pristojnosti ni znanih primerov njihovega ozemeljskega prekrivanja. Če torej zanemarimo etnično komponento, ali lahko trdimo, da na določen dan med različnimi oblastnimi pristojnostmi ni bilo medsebojnega ozemeljskega prekrivanja. Takšen dan D tako lahko smatramo za odločujoč dejavnik delitve. Med tipične oblastne pristojnosti, tudi po mnenju ustavnega sodišča, moramo prištevati organizacijo sodišč, lokalno upravno ureditev in zemljiški kataster. Čas do podpisa kapitulacije in formiranja protinacističnih sil v Italiji.
Pri vprašanju rapalske meje se velikokrat poraja napačno tolmačenje, temelječe na obdobju fašizma in druge svetovne vojne. Govori se, da je bila za Slovenijo rapalska meja nepravična in neveljavna. Rapalsko pogodbo je Slovenija kot suverena entiteta v mednarodnem okolju sprejela posredno na način, da je pooblaščala pogajalce pri pogajanjih o meji. Vkolikor Slovenija predhodno ne bi imela statusa suverene entitete v skupni državi Srbov, Hrvatov in Slovencev, potem tudi ne bi imela pravice se pogajati. V mednarodnem okolju pa ni bistvenega pomena, v kolikšnem obsegu posamezna entiteta prenese svojo suverenost na skupnost entitet. V našem primeru na takratno državo Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zato je vprašanje pravičnosti predvsem v odnosu pogajalcev in pooblastil, ki so jih prejeli, ter dosežkov, ki so jih s pogajanj prinesli. Vsekakor pa je to predvsem vprašanje notranje političnega značaja. Kredibilnost v mednarodnem prostoru pa se krepi zgolj spoštovanjem dogovorjenega. Ali bi lahko imeli poznejši dogovori veljavo, če se predhodnim oporeka legitimnost? Gledanje na problem takratnega časa, rapalske pogodbe, je zato predvsem iskanje odgovornosti politikov tistega časa. Arbitražna razsodba v vodnem delu zgodovinsko-pravne okoliščine popolnoma neustrezno podaja okupacijo Dravske Banovine v letu 1941. Razsodba podaja zgolj 3 okupacijske sile, in sicer Nemčijo, Italijo in Madžarsko. Popolnoma pa zanemari, da je bila tudi NDH okupacijska država, ki si je prisvojila del Dravske Banovine in so na tem okupiranem delu veljali zakoni NDH. Slika prikazuje, slika prikazuje izsek panoja, ki visi na steni Posavskega muzeja v Brežicah, in kot vidimo, je med njimi tudi hrvaška zastava iz takratnega časa, ki dela družbo nacistični Nemčiji in fašistični Italiji. Kakorkoli gledamo na zadevo, ne moremo mimo dejstva, da je bila NDH suverena entiteta, saj so izdajali svoje zakone in izvrševali oblast. Le na ta način si je lahko zagotovila kontinuiteto subjekta mednarodnega prava in bila upravičenec pri poznejših pogajanjih o meji. V septembru 1943. Italija kapitulira. Zato se zastavlja logično vprašanje, ali je s tem dejanjem Italija razpadla, podobno kot leta 1918 nekdanja Avstro-Ogrska. Čeprav je šlo v primeru razpada Avstro-Ogrske zgolj za premirje leta 1918, si primera nista podobna, saj se je oktobra 1943. v Italiji oblikovala protinacistična oblast. Tako je bila Italiji mednarodno priznala legitimnost na vseh območjih, ki so bila njej zakonito odstopljena po predhodni mednarodni pogodbi. V Teheranu se sestajajo Roosevelt, Churchill in Stalin, kjer sprejmejo skupno zavezo, da se meje v Evropi ne bodo spreminjale. Teheranska konferenca prizna legitimiteto vojaški sili Titovih partizanov zgolj na območju Kraljevine Jugoslavije. Nekdanja Julijska krajina je bila del Italije po rapalski pogodbi, zato iz skupnih zavezniških zavez izhaja omejena pristojnost drugih držav na območju Julijske krajine. Civilna oblast se je torej morala podrejati predvsem vojaškim aktivnostim z namenom dokončanja vojne. Več o tem pa bo povedano v nadaljevanju. Pariška mirovna pogodba. Podpisana je bila 10. februarja 1947 in stopi v veljavo 15. septembra 1947. Podpisana med Italijo in vsemi ostalimi zavezniškimi državami v drugi svetovni vojni. Oblikuje se svobodno tržaško ozemlje, cona A in B. V pogodbi se uporabi pravni izraz odstop ozemlja, latinsko scesijo, angleško sidet, po katerem je odstop mogoč zgolj na miren način, s prenosom suverenosti države na druge države ob pogoju obstoja teh držav. Tudi Danilo Türk, mednarodno pravo. V pogodbi Italija obdrži določene pravice na Goriškem kljub popolnemu odstopu suverenosti.
Zgodba dveh lokalnih politkomisarjev. V arbitražni razsodbi v 761. členu piše: na povabilo zastopnikov bratske hrvatske organizacije smo se sestali na 2 sestankih vsled določitve organizacijskih mej med 2 organizacijama Osvobodilne fronte. Ta meja teče približno takole: od morja pod Piranskimi solinami je reka Dragonja do pod Topolovec, nato obrne jugovzhodno do pod vasjo Pregarje in od tam na vzhod do nad Šterpeta pred Buzetom in naprej pa v smeri proti Vodicam. V krajih, ki leže severno od te črte in med reko Dragonjo, je prebivalstvo samo slovenske narodnosti. V nekaj obrobnih vaseh v veliki večini ostre meje ni mogoče določiti. To predstavlja za hrvaško stran kronski dokaz določitve meje med državama. Kot bomo videli, pa dogovor 2 lokalnih politkomisarjev nikakor ni skladen z namenom vsebino. Slovenija trdi, da gre pri dogovoru zgolj za uskladitev delovanja organizacij Osvobodilne fronte na lokalni ravni, torej za usklajeno vojaško in samo temu podrejeno civilno delovanje na tistem območju. Navedeni sporazum med osvobodilnimi silami Slovenije in Hrvaške popolnoma zanemari Italijo. Prav tako pa se tudi arbitražna razsodba ne opredeli do tega, kolikšen pomen ima posebej izpostavljeno zgolj slovensko prebivalstvo. Vsekakor sporazum prinaša v dogovor etnično komponento, kar pomeni, da se naj bi proces delitve oblasti med državama in s tem ureditev mejnega vprašanja izvedel po načelu ex aqua et bono, čeprav je bilo zatrjevano, da se bo presojalo po infralegem. Medtem ko Hrvaška trdi, da lahko dogovor smatramo tudi kot določitev meje, kjer pa so nameni presegali osvoboditev izpod fašizma in nacizma. Temu pa nikakor ne moremo pritrditi iz več razlogov. Zgodba 2 lokalnih politkomisarjev ne more imeti legitimitete. Hrvaška je bila leta 1944 formalno pravno gledano s politično tvorbo NDH zaveznica Nemčije in Japonske, podobno kot Italija do leta 1943. Pred okupacijo Nemčije je obstajal pravni red na tistem območju. Italijansko območje, svobodno tržaško ozemlje, je bilo okupirano območje strani Nemčije. Preizkus pravičnosti. Preizkus pravičnosti naredimo tako, da oblikujemo miselni model, ki je nasproten dejanskemu. Če dobimo vsebinsko enak rezultat, vendar obraten po predznaku, potem je zadoščeno vidiku pravičnosti. Gre za iskanje sorazmernosti med rumenim območjem in rdečim območjem v odnosu do Italije za vse 3 variante, hipotetični, delni in dejanski scenarij. Prvi hipotetični scenarij Prva slika, hipotetični scenarij, prikazuje maksimalne zahteve tako slovenskih kot tudi hrvaških partizanskih osvobodilnih sil. Meja naj bi potekala na reki Soči, tako kot za časa Avstro-Ogrske. Celotna Julijska krajina naj bi pripadala Sloveniji in Hrvaški. Območje odstopljeno na podlagi Rapalske pogodbe bi v celoti pripadalo obema državama. To bi se najbrž zgodilo, če se oktobra 1943, torej po končani 2/3 druge svetovne vojne, Italija ne bi pridružila zaveznikom. Druga slika, delni scenarij, prikazuje samo del Julijske krajine, ki bi naj pripadal Sloveniji in Hrvaški, vključno z območjem svobodnega tržaškega ozemlja. Tretja slika, dejanski scenarij, pa prikazuje končno stanje med državama, Slovenijo in Hrvaško na eni strani in Italijo na drugi strani.
Sedaj poglejmo, kaj predstavlja preizkus pravičnosti. Zastavimo si retorično vprašanje, ali bi lahko na podlagi te slike pritrdili nameram Hrvaške, da bi se Italija strinjala ob predpostavki poplačila dolga zaradi delovanja fašističnega režima, da bi se Julijska krajina vračala v celoti nazaj Sloveniji in Hrvaški, vendar tako, da bi bilo najprej zatoščeno Sloveniji in šele v drugem koraku tudi Hrvaški. Težko je verjeti, da bi Italija pristala na rešitev, ker bi Italija imela oddaljena ozemlja, ki bi ne imela neposreden stik z matično državo. Zaradi tega nikakor ni mogoče pristati na rešitev dveh politkomisarjev, kjer je Slovenija postala prikrajšana država v odnosu do Hrvaške in njenih interesov. 700 let občine Piran. Leva slika prikazuje občino Piran na začetku 20. stoletja, medtem ko desna slika prikazuje občino leta 1942. Na kaj nas opozarja ta sliki? Na to, da je bila upravna občinska meja znana še iz časov Avstro-Ogrske in do nastanka, poudarjam, svobodnega tržaškega ozemlja nespremenjena. Torej je bila upravna meja po mednarodnem načelu uti possidetis znana še za časa druge svetovne vojne in potem. Arbitražna razsodba pa se z eno besedo ne dotakne vprašanje delitve piranske občine, katera časovna 700 let stara kontinuiteta naj bi bila porušena v letu 1947 z nastankom svobodnega tržaškega ozemlja. Prav tako pa se arbitražna razsodba ne dotakne vprašanja oporoke švicarskega državljana Antonija Kača, po katerem so pod določenimi pogoji zemljišča prepuščena občini Piran in njenim prebivalstvom. Čeprav gre za stvarno pravo, so določbe oporoke takšne, da gredo v korist samo občanov Pirana. Vkolikor temu ne bi bilo zadoščeno, občina izgubi stvarne pravice na zemljiščih. Zemljišča bi šla v korist občini Lugan v Švici. Pravni red v Julijski krajini. Dotaknimo se še sodnega reda, ki je veljal na dan podpisa pariške mirovne pogodbe, ko so bila ozemlja odstopljena neposredno Sloveniji in Hrvaški, oziroma je bilo ustanovljeno območje svobodnega tržaškega ozemlja. Kot tampon cona med Slovenijo in Hrvaško na eni strani in Italijo na drugi strani. Slika ponazarja pravni red v Julijski krajini s prizivnima vrhovnima sodiščama v Trstu in Reki, organizacijsko in zemljepisno. Do tega se arbitražna razsodba ne opredeli, čeprav je nasprotno tudi po mnenju Ustavnega sodišča organizacija sodišč dejavnik pri določanju mednarodne meje. Vidimo lahko, da so ob nastanku svobodnega tržaškega ozemlja okrožnemu sodišču Koper pripadala sodišča Buzet, Buje, Koper, Piran in Motovun. Medtem ko so okrajnemu sodišču Reka pripadala sodišča Reka, Volosko Opatija in Ilirska Bistrica. Rešitev arbitražne razsodbe bi tako morali iskati v okviru sodišč Buzet, Buje in Motovun na koprski oziroma slovenski strani in Ilirska Bistrica na reški oziroma hrvaški strani. Pravni red v Julijski krajini in v svobodnem tržaškem ozemlju. Slika ponazarja pravni red v Julijski krajini levo in v STO desno. Vidimo, da je bila dosežena določena kontinuiteta na najnižjem nivoju sodišč iz prejšnjega italijanskega v jugoslovanski pravni sistem. Okrajno ljudsko sodišče v Bujah posluje v svojem dosedanjem sodnem območju, okrajni ljudski sodišči v Piranu in Kopru poslujeta v istih sodnih področjih, v katerih sta poslovali pred ukinitvijo samostojnega okrajnega sodišča v Piranu, vendarle severno od reke Dragonje, uradni list Istrskega okrajnega ljudskega odbora, številka 1, leto 1947. Tako je bila opredeljena organizacija sodišč na začetku obstoja svobodnega tržaškega ozemlja cona B. Sodišče Piran je bilo ob nastanku svobodnega tržaškega ozemlja pristojno za celotno piransko občino, ki je vključevalo tako Savudrijo kot Kaštel.
Kontinuiteta osnovnih sodišč je bila porušena s pomanjkljivo citirano krajevno organizacijsko spremembo. Arbitražna razsodba se do tega ne opredeli. Z vidika kontinuitete sodnega reda status quo ante, kar je bilo prej, bi bilo logično, da bi zakonodajalec popravil lastno napako, dosedanje sodno območje na eni strani in ukinitev samostojnega okrajnega sodišča v Piranu na drugi strani. Do takrat bi pa morali smatrati, da je sodišče Piran delovalo tudi južneje od Dragonje. V takem duhu pa bi moralo arbitražno sodišče rešitev tudi pripoznati. Londonski sporazum ali londonska spomenica. Vkolikor bi dejansko šlo za sporazum, potem bi v angleški verziji moralo pisati treaty, agreement in podobno. Tako pa se v angleškem jeziku navaja Memorandum of Understanding, ki ga ni mogoče drugače poslovenjeno razlagati kot spomenico o razumevanju, česa, pariške mirovne pogodbe, na katerega se spomenica nanaša. Torej, londonska spomenica ni samostojni pravni akt, ampak akt, ki se nanaša na predhodnega, torej na pariško mirovno pogodbo. Italija ga ne ratificira, medtem ko ga Jugoslavija ratificira, pa se vse eno dogajajo nezakonitosti, ki gredo na račun predvsem italijanske in slovenske manjšine. V posebnem statutu, ki je priloga londonske spomenice, je v 7. členu zapisano: na področjih, ki pridajo pod civilno upravo Italije in Jugoslavije, niso dovoljene nobene spremembe meje osnovnih administrativnih enot z namenom, da bi ogrožali etnično sestavo ustreznih enot. Posebni statut kot priloga londonske spomenice, 7. člen. Morda je bilo poskusov delitve občin več na območju svobodnega tržaškega ozemlja v tistem obdobju, vendar zagotovo ne v coni A, kjer je anglo-ameriška uprava s prvim sklepom enostavno potrdila veljavnost vseh dotedanjih zakonov, uredb in podobno, vendar ne tistih in ne samo v tistem delu, ki so bili namenjeni fašističnemu režimu. Zagotovo pa lahko smatramo poskus delitve občine Piran kot primer, na katerega se v splošnem opozarja v spomenici. Zato tudi ni Italija videla potrebe, da bi akt ratificirala. Jugoslavija neposredno in Hrvaška posredno s svojim prenosom v oblasti na Beograd pa je spomenico ratificirala in vseeno povzročila kršenje mednarodnega akta. Stanje, ki je ostalo kot kršitev do danes. Plebiscitarno odločanje o lokalni samoupravi v svobodnem tržaškem ozemlju. Peticijo so sestavili prebivalci Svetega Odorika, zaselka v okviru Mlinov, ki leži na levem bregu nekdanjega kanala Sveti Odorik, današnje reke Dragonje. Zastavlja se vprašanje, do kakšnih ozemeljskih sprememb bi moralo priti s peticijo, ki je bila obravnavana dne 29. junija 1948 na zasedanju Istrskega okrajnega ljudskega odbora, če pa vemo, da je bil zaselek sestavni del občine Piran z nastankom svobodnega tržaškega ozemlja 15. septembra 1947. Do nastanka svobodnega tržaškega ozemlja je po načelih uti possidetis veljal italijanski upravni red. Arbitražno sodišče popolnoma napačno izpelje sklepe, da sta peticije podrobnohotno obravnavala Istrski okrajni ljudski odbor in da ne obstajajo nikakršni trdni dokazi, da je prišlo do kakršnekoli ozemeljske spremembe v odgovor na omenjene peticije. Arbitražna odločba, člen 763. Omenjena obravnava pa je bila prva obravnava v smislu ozemeljskih sprememb tega območja v sklopu delovanja Istrskega okrajnega ljudskega odbora kot najvišjega takratnega organa. Obravnavana peticija je bila dvostopenjska, saj so bili najprej sprejeti sklepi na prvem zasedanju in so bili na naslednjem zasedanju Istrskega okrajnega ljudskega odbora tudi potrjeni. Nasprotno ni sklepov krajevnega ljudskega odbora ali okrajnega ljudskega odbora Koper
pred datumom nasprotno ni sklepal krajevnega ljudskega odbora ali okrajnega ljudskega odbora Koper pred datumom 29. juni 1948, ki bi prenašal pristojnost območja iz dotedanjega okrajnega ljudskega odbora Koper na okrajni ljudski odbor Buje. Sklicevanje pri tem na dogovor iz leta 1944, kot vemo, ne more pravno učinkovati. Plebiscitarno odločanje o lokalni samoupravi v STO, vprašanje in trditvi, ali je komisija za reševanje zahtevkov za zaščito zakonitosti popravljala poskus prejšnjega nezakonitega stanja. To smo do sedaj že pojasnili, na tem mestu ponovimo še enkrat. Da je šlo za poskus nezakonitve pripojitve naselja Molini, Sveti Odorih, krajevnemu ljudskemu odboru Kaštel v okraju Buje. Ali pa je komisija za reševanje zahtevkov za zaščito zakonitosti zgolj zagotavljala vse pogoje, ki so potrebni pri izrekanju prebivalcev glede organiziranosti lokalne samouprave. V tem primeru je bilo izvedeno zakonito plebiscitarno odločanje, ki ga je treba skladno s 4. členom stalnega statuta Svobodnega tržaškega ozemlja šteti kot zakonitega. Stalni statut Svobodnega tržaškega ozemlja v 4. členu pravi: Ustava svobodnega ozemlja zagotavlja vsem osebam pod jurisdikcijo svobodnega ozemlja, ne glede na narodnost, poreklo, spol, jezik ali vero, uživanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno svobodo verskih obredov, jezika, govora, objavljanja, izobraževanja, zbiranja in združevanja. Združevanje, poudarjam, torej moramo pripoznati kot pravico pri oblikovanju lokalne samouprave. Zaključek. Hrvaška nima pravnih argumentov, s katerimi bi izpodbijala uveljavljen upravni red na območju Molini, Sveti Odorik in s tem pripadnost okraju Koper oziroma Sloveniji. Uveljavljen upravni red, ki ga določa celovita občina Piran s krajema Savudrija in Kaštel. Vprašanje pa je, kako je z argumentacijo na drugih območjih občine Piran, na primer Savudrija, kjer pa do plebiscitarnega odločanja je prišlo, vendar pa niso bili sproženi vsi ustrezni postopki kot v primeru Svetega Odorika. Vprašanje katastra v odnosu do drugih dejstev. V arbitražni razsodbi piše, da naj bi bile upravne meje po predlogu Slovenije formirane po že znanem katastru, zato se nehote poraja vprašanje, ali ni Slovenija s trditvijo zgolj obstoju katastra, ne pa tudi ostalih dejstev posredno priznala sporazum politkomisarjev kot veljavnega, ne zavedajoč se pri tem tega, da si je zmanjšala svojo pogajalsko pozicijo. Zanemarja je vse druge pravne okoliščine ali pa jih je namenoma ni izpostavila. Tako pridemo do rešitve, ki ga opisuje politkomisarjeva zgodba. Effektivitas kot podpora uradnim aktom v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja v obdobju 1947-1954. Ali je zgolj kataster merodajen za odločitev o meji? Effektivitas po mnenju arbitražnega sodišča lahko podpira uti possidetis, ne more pa biti njegovo nadomestilo. Vprašanje pa je, ali je gradbeno dovoljenje zakonito dejanje oblasti v smislu effektivitas. Zanimiva je ugotovitev, ki izhaja iz obdobja obstoja Svobodnega tržaškega ozemlja, da je bil zgolj okrajni ljudski odbor Koper investitor gradbenih del na območju Dragonje pod Kaštelom. To pomeni, da ne samo, da je bila lokalna uprava, sodniški red in kataster po načelu uti possidetis v prid Sloveniji, ampak tudi investicijska dejavnost, effektivitas kot podpora slovenskemu javnemu interesu takratnega časa. Gre za javno izbrana sredstva za investicijska dela v javno dobro. Nadaljevanje arbitražne rešitve na morju in kompenzacija območij. Najprej nekaj uvodnih dejstev. Slovenija je kot del nekdanje Jugoslavije imela teritorialni izhod na odprto morje.
Piranski zaliv je imel v okviru SFRJ status notranjih morskih voda. Notranje morske vode pomenijo tudi izdan kataster, zato v praksi to pomeni, da se takšno območje smatra kot kopensko ozemlje. Piranski zaliv ima po pomorskem pravu vse značilnosti zgodovinskih zalivov, zato se ga ne deli. Hrvaška bi lahko od sprejetja Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu v 60. letih 20. stoletja do osamosvojitve uveljavljala efektivites deljeni policijski nadzor, v Piranskem zalivu pa tega ni storila. Slovenija je edina mednarodnopravna naslednica pogodbe med vlado SFRJ in vlado Republike Italije s prilogami od 1 do 10 z dne 10. novembra 1975, ozimski sporozumi, zato je Slovenija tudi edina soseda Italiji. Pojem kompenzacij je potrebno peljati zaradi tega, ker je potrebno opredeliti stvarno velikost Slovenskega morja, ki se stika z odprtim morjem oziroma z mednarodnimi vodami. Večja slika prikazuje morsko območje, za katerega je že bilo poskušano oziroma bo še moralo biti predmet pravične delitve med Slovenijo, Italijo in Hrvaško, če upoštevamo celotno dogajanje v zvezi z urejanjem morske meje med omenjenimi državami v obdobju 1947 in 1991. Pri tem pa ne moremo mimo dejstva do takratne celovite občine Piran in njenega obsega, ki ga obliva enotno in z nastankom svobodnega tržaškega ozemlja nedeljivo morsko območje. Gre dejansko za to območje. V odnosu do obstoja svobodnega tržaškega ozemlja gre za akvatorij v območju od Debelega rtiča do izliva reke Mirne, večja slika. To dejansko gre tukaj do Novega Grada, tukaj pa nekaj več besed o tem. Tukaj imamo opravka z območjem svobodnega tržaškega ozemlja, njegovim akvatorijem, ki ga moramo najprej določiti in razmejiti s sosednjimi državami. Na severozahodu je meja določena z razmejitvijo za Italijo. Na jugu pa je mejo potrebno šele določiti na način razmejitve med svobodnim tržaškim ozemljem in Hrvaško. Ker reka Mirna ločuje svobodno tržaško ozemlje in Hrvaško, se izliv reke uporabi kot osnova za delitev zaliva, pri čemer se uporabi mednarodno pomorsko pravilo risanja meje v zalivih po načelu enake oddaljenosti z enakimi površinami. Manjša slika, rdeča polna črta. Vkolikor takšna delitev ne more biti upoštevana zaradi zgodovinskega značaja zaliva, potem to še dodatno poveča celotni akvatorij svobodnega tržaškega ozemlja. Manjša slika, rdeča črtkana črta. V prvem koraku moramo namreč poiskati rešitev nesporne morske meje med svobodnim tržaškim ozemljem in hrvaškimi ozemeljskimi vodami. Če bi veljalo pravilo zgodovinskega značaja za zaliv pri Novem Gradu, potem mora pravično veljati tudi za Piranski zaliv, ker bi lahko tudi pri izlivu reke Mirne imeli opravka z zgodovinskim zalivom, se na ta način zmanjša akvatorij Hrvaške. Vidimo, da imamo lahko stanje nasprotnega scenarija, kot ga imamo v Piranskem zalivu, kar je pomembno pri preizkusu pravičnosti. Zakaj je to pomembno? Če uporabimo pravilo zgodovinskega zaliva, dobimo manjše nesorazmerje med vrnjenim akvatorijem proti nespornemu območju, kot pa v primeru, da uporabimo pravilo ekvidistance. S pravilom ekvidistance se poveča obseg kompenzacije pri dostopu do mednarodnih voda. Podrobneje pa v nadaljevanju. Rdeče območje in zelene črte na rdeči in rumeni podlagi predstavljajo območja, ki ga je Jugoslavija v imenu Slovenije in Hrvaške vrnila nazaj Italiji. Popravek meje je bil narejen v korist Italije. Pri popravku meje se je prešlo iz risanja morske meje po načelu elipsoida v risanje morske meje z znanimi zemljepisnimi koordinatami in daljicami med njimi.
Razlog za to je bil v lažjem določenju meje v praksi. Popravek meje se je torej nanaša neposredno na območja v skupnem nedeljivem morju obstoja svobodnega tržaškega ozemlja, in sicer Okrajnega ljudskega odbora Koper in Okrajnega ljudskega odbora Buje. Glede na to, da je Slovenija edina mednarodnopravna naslednica ozemskih sporazumov, ali sploh še lahko trdimo, da so bila vrnjena tudi hrvaška morska območja. Ali pa sta odgovornost do slovenske in italijanske manjšine prevzeli zgolj Slovenija in Italija, ne pa tudi Hrvaška. Kot je že bilo povedano, morske meje med Okrajnim ljudskim odborom Koper in Okrajnim ljudskim odborom Buje niso obstajale, vendar pa, kar ni nezanemarljivo dejstvo, z upravnega vidika posledično pa mora vplivati tudi na arbitražni postopek, da je celotni akvatorij imel sedež luške kapitanije v Kopru z luško kapitanijo Piran, zastopstvi Novigrad, Umag, Izola in Koper. Iskanje rešitve vprašanja meje je torej potrebno iskati tudi v odnosu zmanjšano zemlja, ki pa ne more bremeniti izključno samo Slovenije. Zato je potrebno v prvem koraku rešitev vprašanja morskih območij iskati v sorazmernosti območij, ki so v obstoju v obdobju svobodnega tržaškega ozemlja nesporno pripadalo Sloveniji, Okrajni ljudski odbor Koper in Hrvaški Okrajni ljudski odbor Koper. V odnosu prvič do risanja pomorske meje po elipsoidu ali drugič z ravnimi črtami. Povedano drugače, kolikšen delež predstavlja vrnjeno območje rumena ali rdeča podlaga proti preostalemu nespornemu območju na slovenski strani Okrajni ljudski odbor Koper in hrvaški strani Okrajni ljudski odbor Buje. Za Slovenijo nesporno morsko območje na severu moramo smatrati severni del Piranskega zaliva po načelu ekvidistance z delitvijo Piranskega zaliva na dva površinska enaka dela. Z vidika Hrvaške pa je potek morske meje Z vidika Hrvaške pa je potek morske meje določen tako, da se meja izven Piranskega zaliva nadaljuje s premico, ki je zarisana na način, da je celoten Piranski zaliv na severni strani in tako enoten in nedeljiv. Gre dejansko to je dejansko tisto, kar bi lahko govorili, da je Hrvaško nesporno območje po eni varianti. Tukaj govorimo o učinku nasprotnih scenarijev, ki pa zagotavljajo ustrezno pravičnost pri dojemanju problema. Preprosto gre za razmejitev z upoštevanjem tako zgodovinskega kot ekvidistančnega pravila v sklopu pomorskega prava. V drugem koraku je potrebno narediti popravek sorazmerij v korist bolj prizadete države, v našem primeru Slovenije, saj je več kot očitno nesorazmerje med akvatorijem, ki je nesporno slovenski in severno od severne polovice Piranskega zaliva do Debelega rtiča in med akvatorijem, ki sega od reke Mirne po rdeči črtkani črti, manjša slika, do mednarodnih voda, nadalje po razmejitvi za Italijo in do premice, ki je podaljšana z južno mejo enotnega Piranskega zaliva, ki ga lahko smatramo kot nesporno hrvaški. Trenutno pa so v ospredju dve rešitvi, hrvaške maksimalne zahteve in arbitražna rešitev. V obeh primerih pa je potrebno zelene črte na rdeči podlagi primerjati z območjem, ki si ga Hrvaška želi prisvojiti na podlagi ozemeljskih teženj z delitvijo zgodovinskega zaliva. Argument z maksimalnimi zahtevami lahko opišemo na način, da vidi Hrvaška rešitev mejnega spora v delitvi Piranskega zaliva po načelu ekvidistance s sklicevanjem na pomorsko mednarodno pravo.
Po tem predlogu bi se vrnitev morja Italiji praktično pripoznala samo na škodo Slovenije. Po arbitražni razsodbi, za katero vemo, kakšna je, pa bi vrnitev morja Italiji še vedno veliko bolj prizadela Slovenijo, kot pa Hrvaško, vendar manj kot v primeru maksimizacije zahtev. V obeh primerih pa ni mogoče govoriti o pravno ustrezni rešitvi vprašanja meje. Zelene črte na sivi podlagi predstavlja območje, ki bi se naj kompenziralo z območjem zelene črte na rdeči in rumeni podlagi. Rdeče območje predstavlja morje vrnitev Italiji oziroma iz naslova hrvaške suverenosti nad območjem svobodnega tržaškega ozemlja v krajini ljudski odbor Buje. Le na ta način lahko trdimo, da ni popravek morske meje bremenil izključno samo Slovenije. Rdeče črtke na črte na sivi podlagi na morju predstavlja območje, ki bi se naj kompenziralo z območjem Savudrije in Kaštelom na način, da meja med državama poteka po kopnem. Na koncu je potrebno vseeno izpostaviti, da še vedno ostaja velika nesorazmernost med morskimi območji, ki so po pariški mirovni pogodbi pripadala Sloveniji in Hrvaški, pri čemer je potrebno upoštevati tako območje Julijske krajine, ki je bilo nesporno vrnjeno, kot območje svobodnega tržaškega ozemlja. Kaj bi lahko rekli za konec? Veliko dejstev govori v prid tezi, kot smo videli iz prikazanega, da je spor nastal konkretno leta 1247, svoje zametke pa dobi leta 1244 zaradi teženj hrvaške strani po nezakonitem prilaščanju ozemelj. Na določitev meje pa je, kot smo uvodoma podali, potrebno gledati z vidika zakonitosti in mirnodobno, torej infralegem ali znotraj prava. Hvala za pozornost. Na koncu še enkrat lep pozdrav in vabilo k prostovoljnimi prispevki pri izdaji knjige. Knjiga je išla v samo založbi, posvečena je Sloveniji in ni v prosti prodaji, sprejemam pa prostovoljne prispevke ne več kot 20 evrov, kot neke vrste uteho za lasten trud. Hvala. Se pa prečujem za vmesno tisto manjšo pomoto.